Za kvalitetno, predvsem pa varno in zdravo pohajkovanje po gorskem okolju je zelo pomembna pravilna izbira obutve. To zaradi neprestanega treniranja v naravnem okolju in pa bogatih izkušenj zagotovo zelo dobro ve tudi pustolovec in pa alpinist Stane Klemenc. V zadnjem času si poznan predvsem kot pustolovec, ki se redno odpravlja na območja večnega snega in ledu. Kako se je ta tvoja zgodba pravzaprav začela? Polarne pokrajine me zadnjih 10 let vlečejo in tudi odpravljam se tja, tako da sem ostali del plezanja in alpinizma precej zanemaril. Začel se je pa po končanem projektu Najvišji vrhovi vseh celin, ko smo zlezli na Vinson na Antarktiki, se je pokazala praznina v mojih načrtih in takrat sem vzel spet zemljevid, pogledal, kje smo Slovenci že bili, kje še nismo bili in opazil, da so polarne pokrajine kar velika bela lisa. Potem sem začel s severnim tečajem. Prvič leta 1998 smo prehodili zadnjo stopinjo, to je zadnjih 110 km. Imel sem takrat imenitno družbo od Borgeja Oslanda do 2 Francozov, ki sta bila že velikokrat tam, Bernard François. No, in v njihovi družbi sem se v enem tednu naučil ogromno o polarnih ekspedicijah, spoznal opremo, dobil kontakte in nato sem se naslednje leto, še 2 leti zapored odpravil še enkrat na severen tečaj, prvič z grupo prijateljev alpinistov, leto pozneje z grupo slovenskih planincev, športnikov, zadnjih 110 km spet. No, in pozneje sem se lotil odprave na Antarktiko, tam sem moral obračati zaradi nekaj opreme, ki ni funkcionirala, to je komunikacijska, in v 3 vročih dneh čakanja v Cape Townu mi je hrana se pokvarila in je del splesnel in to sem šele videl, ko sem prišel čez hribe, fizično najtežji del, čez antarktično verigo na plato, ki je na 2700 že. Pozneje sem začel obiskovati še Sibirijo, tam sem posnel filmček Dirke severnih jelenov, 2-krat na Grenland, zadnjič lani, ko sva z Andrejem Podlipnikom prečla Grenland z zahodne na vzhodno obalo, 27 dni, 660 km sva prehodila. Kaj bo pa vnaprej, bomo pa videli, načrti pa še obstajajo. Katera teh odprav ti je pa ostala najbolj v spominu? Prva odprava 81. na Grenland, ko smo šli na vzhodno obalo plezati z domžalsko-mengeško ekspedicijo. To je bila prva, ki sem jo vodil. Mi je ostala v spominu predvsem po 9-dnevnem čakanju na helikopter, skoraj brez hrane. Vsak dan smo samo enkrat jedli, točno opoldne, z eno žlico, da nismo mogli golfati. Vsak 17 žlic, čeprav je to že veliko let, vsi natančno vemo, kaj se je dogajalo, ne. To je bila ena nepozabna izkušnja, predvsem največja vrednost je v psihi. Takrat smo videli, kaj se da vse prenesti, kaj se da premagati in to mi je velikokrat pozneje pomagalo. Pač psihična priprava s prejšnjo izkušnjo. Potem seveda sta mi ostale v spominu te 2 odpravi na Grenland. Lansko prečenje, ker je zadnja odprava in tudi uspešna, pač najdaljša uspešna odprava, polarna moja. In predvsem imam pa rad polarno pokrajino zaradi lepe svetlobe. Projekt, kot je prečenje Grenlande, od človeka zahteva veliko psihične pa tudi fizične pripravljenosti. Kako se pripravljaš? Ja, to je res. Pri takih ekspedicijah, ko si na terenu mesec dni ali več, moraš biti dobro, predvsem psihično pripravljen. Psihična priprava je pri meni v bistvu skupek vseh izkušenj z prejšnjih ekspedicij, mnogih zapletov, mnogih težkih situacij, mnogih viharjev. Fizično pripravo pa praktično vršim celo leto. Predvsem se ukvarjam s hojo v hribe, z gorskim vodništvom,
Druga zadeva, ki mi vzame največ časa, je kajak. Treniram kajak, bohinjske otroke, sam veliko treniram, hodim tudi na kakšne maratone. Skratka, na jezeru sem vsaj 4-krat na teden in tudi pozimi. Ostala fizična priprava je odvisna, na kakšno ekspedicijo grem. Zadnjih 10 let so to predvsem polarne ekspedicije, tako da se pripravljam predvsem na snegu s smučmi. Imam pa tudi za primere, kadar ni snega, za druge letne čase 2 gumi, tle gor v gozdu spravljeni v nekem grabnu in tam treniram vleko, simuliram vleko sani pač v hrib. Torej si neprestano v pogonu. Koliko ob tem namenjaš pozornosti obutvi kot najpomembnejšemu kosu opreme za kvalitetno in zdravo gibanje v naravi oziroma trening? Od obutve je veliko odvisno. Ne samo gibanje, tudi počutje, in z leti se noge malo spreminjajo. Je tudi to dejavnik, na katerega moraš misliti, da izbereš pravo obutev. Glede na dejavnost je treba različne obutve, zdaj to že močno specializirano. Če grem v vodne športe, pa čevlje, s katerimi lahko hodiš po vodi, se hitro sušijo. Če grem teč, lahke čevlje z dobrim profilom, dobro profilirano, da lahko tečeš tudi v breg po terenih, kodar je malo drsi. Potem, če grem na lahke ture v hribe, lahko tudi nizke gorske čevlje. Ti so dobri tudi za plezanje v plezališčih, kakšne lažje zadeve, da ni treba plezalk, ali kakšne lažje smeri v naših gorah. Potem za visokogorske ture imam običajno visoke planinske čevlje, poleti pač poletne, lahka verzija. Te so ali kombinirani z Gore-Texom, s tekstilom, ali pa samo usnjeni, pa večinoma so v zadnjih letih kombinirani, s tem so lažji in noter imajo še membrano z Gore-Texa, ki dobro vpija vlago. Za ture, kodar je sneg, se pravi po zimi v gore, ali pa zgodaj spomladi, ki je pri nas še zelo veliko snežišč, imam pa rajš močne, visoke čevlje, malo močnejše kot so poletni, nekaj prehodni med zimskimi in poletnimi. V zadnjem času proizvajalci pohodne obutve vedno več pozornosti namenjajo tudi posameznim detajlom in pa dizajnu. To kaj vpliva na te? Dizajn seveda delno vpliva na mene, čevelj mi mora biti všeč, da ga kupim. Še bolj pa vplivajo na izbiro te novosti, ki jih vsako leto izdelovalci novo dodajajo čevljem in jih izpopolnjujejo. Zanimiva novost je patent za zategovanje vezalk. Tu v bistvu skozi škripčeve potegneš vezalko. Z enim samim potegom vse enakomerno zategneš. Ali tale zanka, ki olajša zategovanje in zavezovanje, saj zaustavi vezalko, da se ne odveže. Ali pa tale kapica, ki je v istem nivoju kot ostala površina čevlja, kar je razlog, da se čevelj med hojo manj zatika in da se kapica pozneje obrabi. Pomembno se mi zdi tudi, da je v zgornjem delu čevelj na zadnji strani nekoliko nižje kot spredaj, kar omogoča boljšo gibljivost noge. Verjetno si pa zelo pozoren tudi na to, kakšen podplat ima pohodna obutev. Ja, seveda, saj ravno od podplata je najbolj odvisno, kako trden je korak in kako je stabilna noga. Bistvo je, da je guma na podplatu take kvalitete, kot je Vibram ali podobna, da dobro prime na skali, tudi na mokri, da ne zdrsi. Sploh si ne morem predstavljati, koliko je razvoja in testiran v vsakih kvalitetnih čevljih in vsakem podplatu. Mogoče nam bo bolj jasno, če pogledamo sestavo teh dveh podplatov. Vidimo, da sta oba sestavljena iz več različnih slojev, umetnih mas, ki šele kot celota kvalitetno opravljajo svoje funkcije, kot so na primer čim boljša oprijemljivost s podlago, zmanjševanje vibracij oziroma pritiska na stopalu, čim boljša opora nogi in čim zanesljivejše upravljanje naše hoje. Zanimive so še nekatere druge inovacije na podplatih, kot na primer gladka konica, ki nam prav pride pri lažjem plezanju za krajši čas, potem sposobnost samoočiščevanja podplata.
To pomeni, da blato samo ven pade iz podplata. Potem neke vrste zavora na podplatu, ki omogoča hitrejše in enakomernejše ustavljanje pri sestopu. Potem je pa zelo dobra inovacija, tako imenovano mostiščenje na peti, ki negativno energijo pritiska pete preusmeri na zunanji del čevlja in jo tako spremeni v pozitivno energijo, ki poskrbi za večjo stabilnost noge v petnem delu. Ob pravi izbiri pohodne obutve je pa zelo pomembna tudi pravilna izbira nogavic. Na kaj si pa tu najbolj pozoren? Pravilna izbira nogavic je zagotovo odločilna za naše počutje in za to, da po turi nimamo nog ožuljenih. Vedno izberem nogavice, ki so brez šivov, se popolnoma prilegajo moji nogi, v čevlju ne sme biti gubic in so ojačane na pravih mestih in poskrbijo za to, da moja noga ostane suha. Bi mogoče za konec dal ljubiteljem gora še kakšen napotek glede pohodne obutve? Zelo pomembna je izbira nogavic in potem čevelj, zategovanje čevlja. Za vzpon imam običajno čevelj malo zategnen, za sestop močno zategnem čevelj, zato da povežem sprednji del noge z zadnjim delom, opetnim delom in je tako noga fiksirana in mi prsti ne nabijajo naprej.